V Vatikanski dvorani Pavla VI. Je 17. oktobra dopoldne potekala slovesnost ob 50. obletnici ustanovitve Škofovske sinode. Navzoči so bili sinodalni očetje in ostali udeleženci zasedanja sinode o družini, ki od 4. oktobra poteka v Vatikanu. Poleg več govornikov je zbrane nagovoril tudi papež Frančišek. Sinodo je označil za eno od najdragocenejših dediščin zadnjega koncilskega zbora. Škofovsko sinodo je ustanovil papež Pavel VI. 15. septembra 1965 na željo očetov drugega Vatikanskega koncila. V tem svetu, v katerem živimo in ki smo ga poklicani ljubiti in mu služiti tudi v njegovih nasprotjih, se od cerkve zahteva pospeševanje sinergij v vseh okoljih njenega poslanstva. Ravno pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve 3. tisočletja, je zatrdil papež Frančišek. Sinodalna cerkev je cerkev poslušanja v zavedanju, da je poslušati več kot slišati, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. To je vzajemno poslušanje, v katerem se vsak lahko nekaj nauči. Škofovska sinoda predstavlja točko zbliževanja tega dinamizma poslušanja, ki poteka na vseh ravneh življenja cerkve. Sinodalna pot se začne s poslušanjem ljudstva, nadaljuje pa s poslušanjem pastirjev. Po sinodalnih očetih škofje delujejo kot avtentični varuhi, razlagalci in priče vere vse cerkve, ki jo morajo znati pozorno razlikovati od tokov javnega mnenja, ki je pogosto spremenljivo, je dejal papež Frančišek in v nadaljevanju spregovoril o sinodalnosti, ki je sestavna dimenzija cerkve in daje najustreznejši razlagalni okvir za razumevanje hierarhičnega poslanstva. Če vemo, da sta cerkev in sinoda sinonima, potem tudi razumemo, da znotraj nje nihče ne more biti povišen nad druge. Nasprotno, v cerkvi je nujno, da se nekdo spusti in služi bratom na poti. Per conoscere ciò che egli dice alle chiese.